Danes si bomo pripravili shranek iz paprike, paradižnikov in čebule. Čebulček je letos bolj majhen, paradižniki so različne velikosti in tudi različnih vrst. Paprika je pa, tokrat jo imam rumeno in vijolično, lila. Sem jih pa pobrala predvsem paprike in paradižnike, zato ker so rastline zelo obtežene in imajo kar težo, zato da jih malo rešim pred težo lastnih sadežev. Čebulo sem narezala kar na kolobarje, paradižnik kar v roki obrežem, ne gledam ravno na lepoto, ker tako ali tako gre vse v toplotno obdelavo. Papriko pa tudi narežem na takšne kose na roko. To ostalo zelenjavo še bom narezala, potem bomo pa šli naprej s postopkom. Čebulo sem dala v skledo na vroč ogenj. Malček sem dodala vode, toliko da je pol centimetra od dna vode na njemu, posolila s kakšno žlico soli, nekateri to več solijo, jaz ne pretiravam s soljo, in jo dušila toliko časa, da zastekleni, rečemo, da malo spremeni barvo, da postane taka bolj svetla. Zdaj bom pa k njej dodala narezano papriko in vse skupaj nekaj časa dušila, da se bo paprika tudi zmehčala. Paprika se tudi mehča, čebula prav tako. To bom zdaj nekaj časa dušila, da se bo bolj zmehčalo, bolj zasteklenilo, kot rečemo. Ker pa je meni ostalo, oziroma sem mogla pobrati eno bučko iz vrst ne hokaido, ampak iz vrst muškatnih buč. To je bolj kompaktna buča. Bom jaz to bučo dodala zraven, tako da bo potem na koncu masa bolj gosta. Masa se sicer dela, oziroma lahko bi rekli, da se dela sataraš, ampak tukaj lahko dodamo veliko drugih vrst še zelenjave po svoje. Imamo potem zelenjavo tudi za kakšno drugo uporabo, ne samo za sataraš. Vse skupaj dodala sem še količino, recimo sem imela okoli kilogram čebule, okoli kilogram paprike, enih 20 dek je tele bučka. Zdaj bom to dušila do skoraj mehkega, potem bom pa na koncu dodala paradižnik, ker drugače se bo paradižnik čisto razgobil. In zato tudi tukaj ne dodam veliko vode, ker ima paradižnik dosti vode in bo masa vseeno malo bolj gosta. Sem pa še istočasno tudi pravzaprav malo prej umila kozarce. In umila, očistila in jih dala v pečico, da bojo topli, nagretje. Posebej bom prekuhala še pokrovčke in potem to dala v kozarce. Tu lahko vidimo, kako je paradižnik spustil vodo, kako je tudi paprika spustila vodo, čebula, in iz tistega deci vode, ki sem ga dala v to 5-litrsko posodo, v tej zelenjavi je na koncu nastala kar veliko vode, tako da je ta zelenjava v lastnem soku se predvsem duši. Malo še bom podušila. Jaz moram povedati, da ne solim veliko, solim samo toliko, kolikor pripomorem k temu, da živila popustijo, spustijo svoj lastni sok. Poleg tega pa lahko tukaj solim malo, pomeni to. Tu pa lahko dodajamo razne začimbe, po mili volji, kakršnekoli začimbe, kakršnekoli kombinacije najdete, recimo bazilika in še mnoge druge, vendar jaz osebno tega ne delam, ker sem pripadnik tega, da moraš okusiti zelenjavo, ne začimbo. To še bom zdaj pustila enih 5 minut. To pomeni, da odkar sem pričela dajati na ogenj živila in do konca bo to trajalo trenutno v tej situaciji okoli 40 minut. Vse bo rahlo al dente. In to bom dala v kozarce in ta zelenjava se lahko uporablja za, lahko imaš potem z jajčkami se narediš, ali pa raznoraznim omakam,
raznoraznim juham, kot samostojno tudi, kakorkoli, zavisi od okusa in vaše potrebe. Tudi ste videli, da ne pretiravam z estetiko, mogoče bi lahko, ampak želim vam pokazati, kako stvari spraviti, zdaj, ko imamo viške zelenjave na vrtu na hitro, da nismo omejeni s časom. In predvsem to je važno, da imamo potem pozno po zimi in zgodaj spomladi svojo lastno zelenjavo, svoj lastni izdelek in vemo, kaj damo v svoj lonec in tudi v svoj želodec in svoje telo. Pri dajanju kuhane mase v kozarce je zelo pomembno, da potlačimo, da pogledamo, če nima mehurčkov ob strani in potlačimo takole, da grejo mehurčki ven, da je čim manj zraka notri. In kar pomembno je, da je po vrhu tekočina, da se druge stvari ne vidijo ven, da so lepo zakrite notri v tekočini, evo, in je potem tudi manj možnosti, da se kvari. Potem drugi korak, ki je zelo pomemben, je pomemben ta, da imamo obrisan in suh rob. Rob mora biti suh, to pomeni, da ga najprej obrišemo z vlažno krpo, potem še suho. In prav tako je zelo pomembno, da je pokrovček suh. Potem zapremo, zategnemo in še pasteriziramo. Sem že povedala, pokrovčke prej prevrem, par minut so vreli, tako sem uporabila že rabljene pokrovčke, nadevala v kozarce, še potem na koncu gledam, da je čim več tekočine. In kako preverim, če sem dobro zaprla? Zelo, zelo pomembno je, da je rob kozarca čist in suh. In zelo pomembno je, da je prav tako v pokrovčku tale gumica, tukajle, čista in suha. To je zelo pomembno in to je tudi recept za dobro oziroma trajno ohranjeno vlažnino. Potem pa lahko kozarce, ko zapremo, pokrovčke, obrnemo za kakšnih 10 minut na glavo in vidimo, če nam tukaj na robu začne spuščati kakšna tekočina, potem smo to preslabo zaprli. Če ne, pa potem kozarec obrnemo, takole. Evo, tu je bila še voda iz kozarca, ker je bil kozarec še potem, ko sem obrisala okoli mokro. Takole obrnem in bom dala v pečico. V pečico bom pa dala na 80 stopinj za 1 uro, to pomeni, da pasteriziram, potem pečico ugasnem in pustim v pečici, da se ohladijo. Jutri bom preverila oziroma proti večeru, če je te pokrovčke, ki so zdaj ravni, potegnilo v kozarec, je vakuum naredil svoje in sem jih očitno dobro zaprla. Tudi to bom vam pokazala.